Govorimo o zakonu, ki je težek, vreden, kakorkoli hočete, milijardo evrov. In vi nam date 5 minut. O katerem smo govorili par ur pred tednom dni 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa? Ker sem se že prej dvakrat na jeziku griznil, ker sem tam slišal kraljico aneksov, Alenko Bratušek. Mi moramo začeti delati za narod, za tiste pridne, ki delajo in ustvarjeno, lenuhim pobrati denar, ne grejo delati. Jaz sem preposlušal se ure in ure, ko ste vi govorili, predsedujoči, na raznih sejah odborov. Če boste pa vi omejil razpravo poslancev pa tak pomembno zakon na 5 minut, je pa to konc parlamentarne demokracije v Sloveniji. Če nimate kaj pametnega povedati v 5 minutah, tudi v pol ure ne boste. Jaz grem v fitness zaradi sebe, šef sindikata pa v sindikat zaradi plače, kar je zelo velika razlika. In hvala za sindikatom za ta motivacijski govor, ki so ga imeli danes tukaj. Koliko članarine gre za vse te modrosti, ki smo jih danes slišali? Jaz osebno sem sproščal testosteron, kot je prej rekel sindikalist, več kot 35 let v gospodarstvu. Se pravi Janja Kokot, Tanja Kokot, Katja Kokot, evo, Katja Kokot, čiste me zmedli. Veste, kaj pa je omejevanje? Pa kaj je brutalen način, pa ponižujoč način do poslank? Vsakič, ko se jaz oglasim na seji, pride z leve strani tako surov in ugaben napad name. To pa je omejevanje demokracije. Se mislim, da je to prvo vprašanje. Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari. Svet stranke brez glasu proti, to moram poudariti, sprejme tekst koalicijske pogodbe. Drugi sklep pa je, da pač gremo v to koalicijo. Da Svet Nove Slovenije po predlogu izvršilnega odbora vstopa v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Da, bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala. Glede na izhodišča koalicijske pogodbe deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa. Prav vsi enotni, vsi soglasni zaradi tega, ker pač samo isto rdečo linijo, ki smo jo obravnavali pred volitvam, nadaljujemo še danes. Ko govorite o nekih prevarah, jaz sem si pogledal tudi, gledajte, program Stranke Resnica, oprostite, to je program, desen program. To je stranka kot približno nemški AfD in vse ostalo, kjer imajo še nekatere bolj udarne ukrepe, kar se tiče gospodarstva. In oprostite, to je programsko sorodna neka koalicija. Žal se je našla. Namreč, veste, resnična dejstva niso nič narobe. To, da lažete, to je dokazljivo. Vse poslušamo vaše izjave, ki ste jih dali. Gospa Grgurevič, prosim vas, prekinjam vas. Gospa Grgurevič, prekinjam vas v tem momentu. Prosim? Prekinjam vas v tem momentu. Ja, ne morete, gledajte, če dopuščate kršitve v tem državnem zboru, boste jih morali pač vsem, ne? Zdaj ne vem, zdaj se odločite. Sedaj pa ste predsednik stranke, ki je parlamentarna in postaje vladna stranka. Tukaj pa bi bilo etično, moralno in v duhu državotvornosti, da se vprašate, ali lahko opravljate obe funkcije nepristransko. Poglejte, to je samo očitek Levice. Naj pa ob temu sam povem, da sem bil 2-krat pozvan k prestopu na levo stran, če lahko tako se izrazim, in seveda, ker sem vedno v povolilnem času. In ko seveda sem to gladko zavrnil, ker so bile nespodobne ponudbe, poslušajte to, so se sedaj spravili na magistro Marjeto Šmid. Tako da, resnična dejstva, samo da vam razložim, ne morete mi razložiti, ker vas zdaj v tem momentu prekinjam. Gospa Grgurevič, ne bo vas se takole šla, zaradi tega, lejte, jaz bom, pa ne razumete to cinično, jaz bom popolnoma plastičen. V našem ekosistemu obstajajo odnosi med živimi bitji. Ljudje kot vrhovna vrsta teh živih bitij imajo govor, namenjen za komunikacijo. V tej komunikaciji obstajajo pravila. Nekdo nekaj pove, nekdo drug odvrne. In ta cajt, ko drugi govori,
je pač drugi tiho. Temu se reče tudi kultura. To je modus operandi ideološkega pristopa, ne pa reševanja dejanskih problemov. Gospod Lotrič, kdaj sva midva o tem govorila? Povejte po pravici, a strani levice. Čakaj, jaz sem vas prej, ste me prekinila, pa sem potem počakal, da ste povedala, zdaj boste pa pustila še, da jaz povem. Se jaz razumem, da ste... Ko vas prekinam z nekim razlogom in bi vam rad nekaj povedal, pa v vsakem primeru mi lahko odvrnete nazaj, kar pač mislite, da je prav. Gospod predsedujoči, res me ne poučujte vi o kulturi, še manj pa o goljufijah. Vi niste tisti, ki bi meni o tem lahko pridigal. Toliko, da se razumemo. Tega ne veste, gospod Grgurevič. Veste, kaj me pri tem interventnem zakonu prav fascinira? Vedno, ko vaši kandidati nastopajo v javnih medijih, opozarjajo na to, da se bodo osnovne življenjske potrebščine pač znižale, cene znižale, ker bo davek se znižal. In poslušajte, vedno povejo, da so v osnovnih življenjskih potrebih kondomi. A je to povezan s fotopubom? Ampak, oprostite, prosim vas, kakšen nivo komuniciranja pa je zdaj to? Kaj pa zdaj hočete? Prosim, razložite mi, kako lahko mene vprašate, kako povezavo ima fotopub, kondomi, interventni zakon in nekaj prestopi, o katerih sva midva govorila kdaj. Ukvarjajte se sami s sabo. Vzamite list papirja, evo, gospod Grgurevič, ki se oglašate, list papirja A4. Vzamite kuli in tam napišite vaša programska izhodišča, če bojo dobra, prisežem, da jih prvi podprem. Ampak dokler jih nimate, se ne ukvarjate z nami zaradi tega, ker ne spadate posebej zrelo, politično zrelo, da na tem mislila, da se kaj norčujem. Prosim vas, pazite, kaj boste govorili, ker bom uporabila tudi pravne možnosti, če boste na kakršnikoli način namigovali na karkoli lažnega. Izberite besede, kaj boste zdaj povedali od te točke naprej. Lahko samo to povem, da sem jaz predal že mojim odvetnikom, tudi vaše ravnanje, zato lahko mirno to govorim. Kakšno ravnanje? V vsakem primeru, hvala vam, dal sem si duška in se vračam za katedro. Kolega si zasluži opomin, namreč To ni postopkovni predlog. Seveda, a ni? Zadnje sva bila skupaj na Škofjeloškem pasijonu, kjer sva sedela drug ob drugem. Kdaj sva po tistem govorila o kakršnikoli prestopih? Jaz govorim o levi strani, o levici pa govorim takrat, ko vaši predstavniki so upleteni. Grobo krši dve temeljni delovski pravici. Eno je že omenila Tina Gaber. Pa Tina Brecelj. In sicer omejuje pravico delavca do regresa. Absolutno dopuščam predsedujočemu in predsedniku opcijo, da sam daje barvo, vonj in okus vodenju državnega zbora, pa vodenju sej državnega zbora. Ampak ne mora pa nihče vode državnega zbora v stilu Ludvika 14. Parlament, to sem jaz. Povejte še enkrat javnosti vaš primitivizem zdaj zglede fotopuba. Sredi, da ste zgubila živce, vse meni jasno. Nekaj ga ušpičiš in pol foto reče, vse Miha je tudi, Joža je tudi. Ja, ampak ti si ga vseeno špičil. In zdaj ga boste vi špičili, da nehate z tem, kaj se je dogajalo takrat pa takrat. Če je bila prejšnja vlada žleht, je pač bila žleht, vi pa ne bodite žleht, bodite boljši.